bom poskušal umirjeno še par stvari povedati o celi situaciji, v kateri se Slovenija nahaja, cel svet. Moje psihoanalitično znanje bo tokrat malo na strani. Vem, da znam tudi logično sklepati, analitično logično sklepati, kar pomeni, da če napnem možgane, če tehtam in ne zapadam v neko kognitivno disonanco, se pravi v ponesrečeno logično sklepanje, znam tudi kaj pametnega tako prepričljivo povedati. Poskušal bom, da ne bom zapadel v neko prepričljivost in euforično govoril, po čemer tudi slovim, ampak bom poskušal na nek razumen način razložiti, zakaj so ukrepi desne vlade, ki jo cela levica tako črti, ali pa pretežni del levega volilnega telesa, še posebej pa tisti najbolj agresivni anarhisti, črti to vlado. Zakaj je to tako? Logično sklepanje pomeni, da dajem na vago neka dejstva in začeti treba od začetka z nekim protokolom. Protokolom v smislu pojavljanja virusa SARS-2, ali kaj je že, ki povzroča neko bolezen COVID-19, se pravi ta kitajski virus, ki se je, mislim, da kar tam nek začetek 1. decembra se nekje uradno pojavil na Kitajskem v Wuhanu, ki ima tisto znamenito tržnico, na kateri se prodajajo tudi žive živali. In ta skupina virusa, ki povzroča neko bolezen COVID, je bila že tako proučevana, da se je vedelo, in dan danes tisti, ki se s tem ukvarjajo, vedo, da neke živali z netopirji na čelu prenašajo ta virus. Oziroma, špekulacija sicer je, oziroma znanstveniki prisegajo, tisti, ki se s tem ukvarjajo, da se je virus prenesel na človeka, zato ker ljudje na Kitajskem jedo netopirje. Zdaj, koliko žive, koliko skuhane, ne vem kakšne, to je zdaj drugo poglavje. Ampak znanost prisega, da se je virus pojavil decembra na Kitajskem, v Wuhanu, na tržnici. Okužilo se je okrog 40 bolnikov, potem so pa začeli tudi umirati. In prvi zdravnik, ki je opozoril na ta virus, je bil tudi prvi zdravnik, ki je na svetu umrl. Prvi zdravstveni delavec, ki je umrl. Virus je izoliral in rekel, ta virus je tisti, zaradi katerega se dogajajo okužbe, zaradi katerega umirajo ljudje. Virus je nevaren in tudi sam je umrl. Se spomnim, decembra 19. Vedelo se je, tisti, ki se ukvarjajo z epidemijo, da se ta virus, ali pa vsak virus, bolj ali manj hitro širi. In če je virus nevaren, smrtonosen, je potrebno imeti neke ukrepe. Cela Kitajska je imela takrat, že decembra, potem pa tudi januarja 20, neke kar rigorozne ukrepe, kjer so, ne vem, z vodnimi topovi dezinficirali zgradbe. Ulice v Wuhanu so bile prazne, kitajska mesta so imela karanteno, tudi Peking. Tisti, ki so znali logično sklepati, so rekli, ta stvar bo prišla slej ko prej tudi v Evropo. In prišla je v Lombardijo, najprej v Italijo, v Lombardijo. In tam so začeli ljudje umirati, pospešeno oziroma kot po tekočem traku. Ne bom rekel, da je pol Lombardije umrlo, ampak njihov zdravstveni sistem temelji na money, torej ni državen, in tam se profit nekje vedno
nahaja v ospredju te zdravstvene preventive in Lombardija je imela ogromno okužb. In potem je prišel v Slovenijo februarja iz Italije, nek Slovenec, ki je bil prej sicer tudi v Maroku in ta je bil kot prvi prenašalec tega virusa. In epidemiologi so z svojim znanjem sledili logiki epidemije, logiki prenosa virusa. Vedelo se je, da je treba tega človeka izolirati, preveriti, katere stike je imel, zato da se virus ne bi širil. Vse so delali po učbeniku, tako kot je prav, strokovno prav. Ampak teh ljudi, ki so prihajali iz tujine, predvsem iz Lombardije, zaradi tega se je tudi meja potem zaprla, je bilo veliko. Epidemija se je naselila tudi v Slovenijo, po celem svetu. Logično. Ljudje so začeli umirati in potem so medicinci začeli napenjati možgane. Zakaj že? Zato, ker se je želelo zaščititi zdravje narodu. To je bilo prvenstveno v ospredju. Ampak potem so ugotovili, da je večji problem mogoče pa to, ker nekateri so ozdraveli, ko so imeli ta virus. Večji problem je to, da se je zasičil zdravstveni sistem z bolniki, ki so imeli ta virus. Te stvari, ki jaz zdaj govorim, mogo nek vladni govorec govori že zdavnaj, ali pa nek intelektualec, neka moralna avtoriteta, ampak okej, bom jaz zdaj to finaliziral. Se pravi, zdravstveni sistem je v Lombardiji kolabiral. Ne samo v Lombardiji. Jaz se spomnim videa neke čikaške bolnice, ko je tam jokala medicinska sestra, da dela tako rekoč 24 ur na dan, da tam umirajo, da nimajo, česa že nimajo, mask. In zdaj, da bi s tem, kar sem uvodoma povedal, ljudje razumeli, da je naša vlada, pustimo zdaj to, katera je, lahko bi bila Šarceva, je pač Janševa vlada, da se je vlada morala soočiti s to krizo. Kako če drugače, kot da se obrne na stroko, ki je pri nam posebila Nacionalni inštitut za javno zdravje, NIJZ, ki ni bil vajen takšne intervencije, ki je sovpadala s politiko, se pravi intervencijo v obnašanje naroda v kontekstu zdravja. Zdaj ta NIJZ je moral sodelovati s politiko. In je sodeloval. Zdaj politika si je nastavila svoje ljudi. Je zamenjala pač prejšnjega direktorja s Krekom. Ko se je to zgodilo, sem rekel, meni je pa Krek všeč. Zato, ker je brezkompromisno pariral tam enemu narkomanu Jaka Bitenc, pretegnjen človek. Kako je zdravo, razumsko in modro pariral temu narkomanu v nekih oddajah. Pač tudi jaz imam mnenje okrog te marihuane pa legalizacije in ta Krek mi je tam deloval bistveno bolj zdravo, razumsko kot njegov kolega, prijatelj Gorazd Pretnar. In ko je bil Krek imenovan za vodjo NIJZ, direktorja, sem rekel, wow, dobro. Tudi ko je Janša zamenjal Šarca, sem si mislil tudi v redu, ker konzervativci znajo bolj rigorozno zastaviti svojo politiko, ko je treba, torej krizo, ko je treba vzpostaviti normalno stanje. Jaz sem na enih prvih teh faktorjev, mislim, da je bil tam 12. marca lansko leto, z Normo sem gostoval, sem rekel, da mi v resnici rabimo, ker vem, kako človekova duševnost deluje, zaradi ida, onega, da rabimo diktaturo, ki bo zamejila uživanje, imperativ načela ugodja. Zato, ker vem, da polovica tam Slovenije, še posebej Slovenije, testosteronski moški nimajo nadjaza. Se pravi, vesti, ki bi rekla, zdaj pa ni šale, zdaj pa ni čas za uživanje, mi moramo spoštovati neka pravila, ki nam jih nekdo predpiše. 3/4 Slovencev je levo politično usmerjenih. In pod ukrepe se pa podpisuje desna vlada.
In to je moteče za levičarje in bal sem se tistega, kar se je potem zgodilo. Torej, da so nekateri a priorno kršili ukrepe, karanteno, samo zato, ker je pod ukrepe podpisan Janez Janša, se pravi predsednik vlade. Mislim, to je dejstvo, ampak Janez Janša pa vlada, pa ni delal nič a priorno proti ljudstvu. Od vsega začetka že ne. In to ljudstvo v začetku je bilo še preplašeno, se je bolj ali manj držalo ukrepov. In bili smo eni boljših v tej prvi fazi, prvega vala krize. En Vučić se spomnim je rekel svojim srcu, pa zakaj ne moramo spoštovati ukrepe tako kot Slovenci? Poglejte Slovenci, kaj delajo. So nam lahko za vzor. Ne? In dejansko v prvi fazi prvega vala so bili ljudje preplašeni in so se držali ukrepov. In smo prvi val nekako super, relativno dobro premagali, celo potem, ki je maja kdaj razglasili ponesrečeno konec krize s tistim preletom ponesrečenim avionov. Ampak čem povedati, da se je vlada trudila, da ohrani normalno funkcionirajoč zdravstveni sistem in narodu zaščiti zdravje. Na drugi strani so bili razposojeni anarhisti, najbolj sem spremljal gobčno Damjano Bakarič, marca, aprila, je take nebuloze trosila, da sem delal neko psihoanalizo njene neukrotljivosti. In sem povedal, da je neukrotljiva, neobogljiva zaradi svoje primarne družine, zaradi nespoštovanja svojega očeta. Zato ni spoštovala ukrepov, karantene. In nekaj takega je zaslediti tudi pri ostalih anarhistih. To so levosučni ljudje, moški in ženske, ki niso kot otroci spoštovali oedipskega očeta. In imajo zato problem pri spoštovanju avtoritete. In zdaj, če je avtoriteta nasprotnega političnega pola, je upor proti avtoriteti toliko večji, proti vladi, NIJZ-ju, Janši, pa tako naprej. Ne? Zdaj, moje logično sklepanje pač temelji na tem, da vlada poskuša zajeziti krizo širjenja virusa, tako kot vse vlade v normalnih državah. Razlika je tam bila neka Brazilija, tam je tale predsednik negiral obstoj covida, ni forsiral tistih ukrepov, ki mu jih je znanstvena stroka diktirala. Poseben problem je bila Švedska. Švedski hladen narod že tako ima distance, neka priporočila upošteva, to tam gor ni Balkana, da bi se objemali vse povprek. Niso Italijani, da bi se grlili. Distanca ni pol metra, ampak je 5 metrov narazen so. Zato so tudi brez rigoroznih ukrepov tile Švedi relativno dobro ali pa poceni premagali prvi, drugi val. Ampak njihov kralj jim je pa ušesa navil, pa rekel, čakajte malo, pogledajte vse ostale države, kako se spopadajo s to krizo. Mi imamo pa tako rekoč brez ukrepov smo. No in Švedska je po svoje plačala ceno, ampak čem povedati, da vse vlade povsod po svetu so se zdaj po enem letu, pa pol, pa še več, toliko zverzirale pri obvladovanju množic, da so rekle, če hočemo obdržati zdravstveni sistem, če hočemo ohraniti zdravje pretežnemu delu naroda in glede na to, da vemo, koliko je virulenten ta sev, delta, kjerkoli že, kakšna je umrljivost in kaj lahko pričakujemo, če se cepimo, kar svetuje zdravstvena stroka, potem je na vidiku tam na koncu tunela neka luč, svetlost. In ta vlada tako dela. In katerakoli vlada bi tako delala. In v katerikoli državi se najdejo neki protestniki, neki anarhisti ali pa zarotniki, jaz jim rečem norci, se pravi ujetniki v teorijo zarote, ki imajo popolnoma disfunkcionalno mišljenje, se pravi, oni imajo
kognitivno disonanco. O tem sem tudi že govoril, kar pomeni, da imajo nelogično sklepanje, ker jih obzid pritiska imperativ uživanja, ugodja. Imajo še neke potlačitve, njihova pamet ni prav briljantna, ampak tista nezavedna jedra so tista, ki jih silijo v razmišljanje, da vlada dela narobe, da nočemo PCT pogojev, nočemo nositi maske. Mislim, tam pa stroka ve, ima podatke, ne. En Iran se je v prvem valu popolnoma sproščeno obnašal, verniki so se tam klanjali tistemu Alahu tam, ob mošejah so po par tednih zgradili grobišča v Iranu in zakopavali umrle ob mošejah, ob cerkvah njihovih. Tako hudo je bilo in stroka ima te podatke, zato so bili ukrepi nujni. Nič drugače ni bilo še marsikje po svetu. In zdaj, če mi imamo sistem, če zdaj logično sklepamo, ena država, nek polis, ima neko stisko, ima neko krizo, ima neke znalce, neke modrece, neke pametnjakoviče, neke intelektualce, strokovnjake na področju epidemije, imunologije. Mi smo vzpostavili sistem zato, da imamo zdravnike, da imamo medicince. In ko zagusti, in je zagustilo, ne, imamo krizo, smo šli njih vprašati, kaj oni mislijo, ker so se za to šolali. Mi smo sistemsko upeljali šole, kjer se epidemije obravnavajo. Protokoli se tam snujejo. In strokovnjaki poznajo protokole. Ko nismo mogli več slediti tem posameznim okužencem, ki jih bi izolirali, pa pregledali, kje stike so imeli, se je bilo treba epidemije lotiti na drug način. In stroka je to svetovala, vlada z Janšo na čelu se je pa podpisovala. Mogoče je tudi delala kompromis med tistimi, ki so rekli, ki smo trdili, da med ljudmi obstajajo tudi džokerji, se pravi psihopati, neobogljivci, ovce, zombiji, tisti, ki nočejo spoštovati ukrepov. Tisti so problematični, ampak so tudi ljudje. Se pravi, moramo vzeti v zakup, da se bo ljudem zmešalo, če bomo imeli zelo rigorozne ukrepe, ker se jih ne bodo držali. In dejansko se je to dogajalo in zdaj je pa s tem Stevanovićem eskalirala cela scena do tega, da je to on vse te, ki bi radi uživali, zbral in po diktatu svoje moralne nerazsodnosti pozval ljudi, tako kot Čordić, dajmo se upreti. To je že naredil lanskega septembra. Ta isti Stevanović, tam je bil tudi Troha govornik, vsi te znani, ki so zdaj v nekem metu, ena Anica Bidar, pa te Esmeralde. Zanimivo je, da mnogi očete nimajo Slovence. Esmeralda ima očeta iz Libanona, Stevanović Srb, Čordić, Bog ve kje, iz Juge je prišel. In v resnici sploh nimajo slovenskega poglavarja družine, kjerkoli pač je, nimajo radi v osnovi. Zdaj, levičari, ki dajo tem priseljencem več pravic, so bolj pri srcu, ampak načeloma se tisti, ki se najbolj glasno upirajo tej krizi, v bistvu sploh niso Slovenci, avtohtoni Slovenci. Zdaj, to je sproščeno govorim, zato ker jaz nisem nacionalist. Nisem nacionalist, zato lahko govorim, da je ta balkanski pridih, ki se je zoperstavil proti desnici, desni vladi, markanten, pomemben, tam so tam neke ličine, ki se zoperstavljajo tistim, ki so v Sloveniji nacionalisti. Te pa gravitirajo na desno. Ne gre samo za desne radikale, kakršen bi bil nek Šiško pa Varda, ali pa mogoče Dom, tam nek Ernecl, to so neki desni nacionalistični radikali, ki ima sicer svoje zgodbe, ki so tudi kontaminirane z nekim neslovenstvom. Če boste gledali, kdo so največji radikalni nacionalisti, boste videli, da mogoče tisti, ki so mogoče temnejše barve, ki imajo tam neki ič v priimku, imajo neke starše iz Juge, imajo latentno
jezo na to, da niso avtohtoni Slovenci. Eklatant primer je Ernecel, ki je mama Makedonka. Pa še kdo bi se najdel. Jaz poznam te slovenske trbovske nacionaliste, Barovič, ič dol iz Knina, iz kje izhaja, ali pa Kuren, ima faco kot Zambrusa, arabsko, turško, cigansko. In te postanejo potem nacionalisti, ampak po drugi strani imamo pa neke Čordiče, pa neke Stevanoviče, ki niso Slovenci in nekaj pametne delajo v naši Sloveniji, kjer imamo mi neko državo, nek politični red, politično paradigmo, ki določa, kdo vlada, kako vlada, po kakšnem protokolu, kdo pride na oblast. Se pravi, z volitvami, ali pa če Šarec odstopi, pride potem nekdo, ki mu ga da predsednik mandat. To je bil pa Janša. Vlada se legitimno sestavlja in zdaj pa ubogajmo, ker imamo problem, krizo. Imamo sistem, ki izobražuje. Vlada se drži stroke. In potem pridemo do moralne dileme, ko tam nekje eni anarhisti, protestniki, te torkovi, sredini ali pa petkovi. Petkovi so bolj politični, te se borijo za svoje privilegije, ohranjanje kulturnih privilegijev, je nul partija. Ampak na eni strani imamo skrb za zdravje versus, nasproti pa pravico do svobode, nebrzdane svobode, svobodnega dihanja, brez mask. Zdaj, kaj je zdaj bolj pomembno? Ali zdravje ljudi, ohranjanje zdravstvenega sistema, pa stari ljudje, ki bi lahko jutri umrli zaradi covida, lahko še 10 let živijo. Če jih zaščitimo, če jih cepimo, če imamo sistem, ki jih lahko pozdravi. Na drugi strani pa svoboda. Zdravje je na prvem mestu. Zdravje je na prvem mestu. In tukaj prihaja do nekega logičnega sklepanja, ki ima v ozadju še kategorični imperativ, ki so ga poznale vse kulture. Kategorični imperativ je ustoličil v filozofiji Kant. Se pravi, ravnaj tako, da bi tvoje ravnanje lahko postala zakonitost nad tem za vse. In če bi se vsi držali nekega ravnanja, bi bilo v tej družbi prijetno živeti. To je po Kantu kategorični imperativ, ki so ga poznali Kitajci, Egipčani, Grki, krščanstvo. Ne stori drugemu tistega, kar ne želi, že drugi stori tebi. In zdaj, če bi se Stevanovič vprašal, kako pa jaz ravnam, tako ravnam, kot si ne bi želel, da bi nekdo ravnal proti meni, če bi bil jaz vlada. Tako jaz ravnam. Se pravi, če ima človeštvo nekaj, kar nas poenoti, kar nas drži na skupnem imenovalcu, je to etika. Od Kanta naprej imamo ta kategorični etični imperativ. Z etičnega vidika ni etično, ni moralno, da se zdaj v težkih časih, pa v času obiska evropske delegacije ali pa za cele balkanske delegacije, ko je pomemben sestanek na najvišji ravni, tako rekoč najbolj pomemben sestanek v zgodovini, da nek Joker, Stevanovič, en Joker, Čordič, da enih Šorlijev pa troh ne omenjam, pa kmečkih bunk ala Anica Bidar, ali pa Damjana Bakarič, da teh ne omenjam. Zdaj normalen človek bo videl, da mora spoštovati kategorični imperativ v smislu, zdaj, če bi bil jaz na mestu države, vladarjev, torej vlade, Janše, najmanj, kar bi si želel, je to, da bi kdo zdaj pa nas, to državo, v najtežjih časih spotikal. Torej ne stori drugemu tistega, kar ne želi, že drugi stori tebi. Na drugi strani pa lahko reče, kaj vem, ta divja džokerska logika, psihopatska logika, mi si pa želimo svobodo, mi si želimo brez PCT pogojev, ker bi radi bili svobodni. Čakaj malo, v teh težkih časih lahko pa na račun tega, ker ti si to želiš, in si želiš, da drugi ne bi kratil svobode, tako kot ti drugemu ne bi kratil svobode, ali pa svobodnega dihanja, s to tvojo logiko te pa nekdo drug pa
prizemlji s argumentom, češ. Mi smo pa vzpostavili sistem, kjer se ve, kdo nekaj ve o nečem. In zdravniki so tisti, ki vedo, kaj pomeni, če mi nimamo PCT pogojev. Zdravniki so se šolali in vedo, da je cepljenje, kljub temu, da imajo rizik, teh 1% ali pa 1-promilni rizik. In ko se zgodi smrtna žrtev, recimo te 20-letnice Katje, ne? Zdravniki vse to vedo, pa vendarle rečejo. Štrukelj, kaj že, je rekel, pa vendarle je cepljenje edina rešitev. Človek se je 30 let šolal, ima 30-letno prakso. In potem, ko Stevanovič reče, jaz bi bil pa svoboden, ukinimo PCT pogoje, potem pa, ko mi vprašamo, ne tega čovkarja, butastega, priseljenega, narcističnega psihopata, mi vprašamo tistega, ki smo ga dali šolati, da bo vedel, kaj naj naredimo kot država v tej situaciji. In on reče, PCT pogoji, pa dajmo narod cept. Tvegali pa bomo 1-promilo, se nam pa lahko fejs zalomi v zdravju. Se nam zgodijo Katje, lahko eden na 10.000 pa umre. Ampak to je naš edini način, da pridemo ven iz krize. Če ne bo ta kriza globalna, ekonomska in zavladal bo kaos, če mi se ne bomo lotili tega. Rečejo tisti, ki so se šolali. Zato kategorični imperativ, če ga hoče Stevanovič pa Čordić, ki negirajo te PCT pogoja, pa te antivakcineri, ki bojo svobodno se ne cepili, ne? Te popušijo. Zato, ker smo mi v tej moralni ali pa razumski dilemi, kdo je zdaj tukaj pameten, ali oni, ki zagovarjajo svobodo, kot trdijo označevalec, ali tisti, ki reče, čakajte malo. Kaj pa tisti, ki umrejo, tisti pa ne morejo pa svobodni biti, ne? Mislim, kje boš svoboden, če boš mrtev, ne? To prvo moramo za zdravje poskrbeti. Kako že? In tukaj, Stevanovič, bod ti, ker ne veš, kaj je to zdravje. Kdo ve, zakaj je to zdravje? Tisti, ki so se šolali, ne? Tiste bomo poslušali, zato kategorični imperativ, ne stori drugemu tistega, kar ne želiš, da drugi stori tebi. Oziroma ravnaj tako, da bo tvoje ravnanje lahko zgled vsem in bo bolj prijetno živeti. Ne? V tej dilemu mora kategorični imperativ biti uslišan tisti, oziroma tistega, ki je strokoven, ki ima znanje. En Stevanovič, Čordić, Bidarca, Santa Esmeralda, Damjana Bakarič, nima nikakršnega medicinskega zdravja. Oni bi radi samo svobodno uživali. In kategorični imperativ jih sesuje tukaj. Jih sesuje. Ker ne moreš ti zahtevati svobode, če ti pa tam ljudje umirajo. Jaz bom pa svoboden. Kaj boš pa ti rekel, če tam na smrtni posteli, ne? Zaradi tvoje svobode jaz umiram, ker sem se okužil, ker ste bili vi tam nebrzdano v zaprtem prostoru skupaj, ali pa na odprtem, ko ribe v konzervu, na teh protestih. Ne? In kategorični imperativ je tisti, ki nas lahko ven potegne, ampak ga moramo pravilno uporabljati. Ne? V enem kulturnem diskurzu. Kar pomeni, da si politično kulturen, spoštuješ tistega, ki nam pomaga, da pridemo ven z križa. In ne moreš biti zdaj fanatični levičar, pa tam eno srečanje v Marezikah, ne vem, stavkati. Ne? Če pridejo politični nasprotniki, imajo neko srečanje in zdaj so pa Primorska zbrala, gremo jih napaditi. Policaj jih morajo braniti. Mi si ne smemo dovoliti politične sprtosti v tem trenutku. Ker če pride do nje, se bojo džokerji uveljavili. Džokerji pa veste, kdo so. Vete film Joker gledati. To so pritegnjeni ljudje, psihopatsko, osebnostno strukturirani ljudje. Če date vi moč in oblast Čordiću, ki bi rad predsednik države, če date vi moč Stevanoviči ali pa Trohi, ali pa tistih, ki bi radi nekaj odločali, kakšnemu Šorliju, to imamo mi, koncentracijska taborišča, sodišča po hitrih postopkih, bodo likvidirali vse, ker ima to v agresivni osebnostni strukturi. Jaz vam ne bom zdaj govoril, kje simptome jaz vidim pri teh ljudeh, da jih imajo. Zato je treba
treba v dobro naroda te pritegnjene ljudi izolirati iz ulic, iz vplivanja na mase ljudi. Stevanovič, bod tih pa 5 logopedu, pa se že nauči govoriti. Čordič, pej trepat. Šorli, zabiše v šišota, pa bi aktivno fisko tam furi, tam po tujini. Sam pust nas primer. Ker mi smo koncipirali sistem, ki deluje. Manjka nam politične kulture. Zato, ker levica ne ve, da obstaja konzervativni in liberalni. In da države rabijo tudi konzervativni ljudje, ker bo levičari ustoličili samo anarhijo, brez reda. Konzervativci upeljejo red. Reda se moramo držati. In v urejenih demokracijah imajo države leve in desne, ki se izmenjujejo na oblasti. In tako je prav. Pri nam pa desnica ne pride do štiha, nikakor ne. Tudi zaradi lastne neumnosti, ker ima probleme z NOB-jem. Mi rabimo konzervativne vlade občasno, tudi liberalne občasno, ampak ne take desne vlade, ki v tem letu 45 obujale in lomile narodu identitetno hrbtenico. Potem se pa zgodijo Marezige ali pa moje Trbole. Ne vem, kaj bi še povedal. Ko mi rešujemo krizo, to pa naj leti na pravnike. Mi lahko sprejmemo zakon po hitrem postopku ali pa po ustaljeni zakonodajni proceduri, po protokolu, ki traja javna obravnava 3 mesece ali pa pol leta. Ampak mi rabimo urgentno ukrepanje. Če zdravniki rečejo, maske saj malo omejijo širjenje virusa in sprejme se odlok, maske moramo nositi. In potem se ta leva pravna država, levi pravniki, stavno, ne vem kakšna vsa sodišča, odzovejo na Terška in rečejo, nošenje mask ni ustavno, ker ni zakonsko, ker je samo v odloku. Samo zato, da se spotika desna vlada. Ampak v tem paketu dobimo še mi okužbe. Mi dobimo širjenje virusa, ključno s kolabiranjem zdravstvenega sistema. Po ustavi ni odlok nad zakonom. Mi moramo zakon sprejeti o maskah. Pa ne vemo, v kakih globah. Odlok nam pomaga, če je urgenten, čez noč. Spremeniti ene stvari, da se stvar obrne na bolje. To naredi odlok, ker se ga da hitro sprejeti. Če bi mi zakonom probali maske uzakoniti, bi to naredili po 3 mesecih. In takrat bi imeli danes potem ne 5000 mrtvih, ampak 10.000 mrtvih. In pravniki ne gledajo tako, ker tudi pravniki imajo tisto pravo, nimajo pa postkonvencionalnega moralnega razsojanja. Tudi zato, ker je v pravu vpetih preveč žensk. Te sploh nimajo občutka za moralno razsojanje, za postkonvencionalno moralno razsojanje. Ne vem, kaj še ne rečem. Levica je v abstinenčnem delirju, ker se bojijo, da ne bojo imeli več privilegijev, ki so jih imeli tako rekoč 30 let v tej novi slovenski državi. Jaz pa kot levičar, iz legla komunistov, jaz trdim, da se morajo na oblasti izmenjavati leve in desne vlade. In mi rabimo občasno tudi desno vlado. Hvala Bogu, da zdaj desno vlado imamo, če imeli levo vlado. Bog ve, kako bi se tisti levičar, recimo Šarec, znajdel pri obvladovanju križe. Naj pa še rečem, da tisti spodleteli misleci, ki trdijo, da je vsega kriva vlada, bi si rekel, ja, po eni logiki že, če bi rigorozno vladno strategijo zamejevanja korona krize diktirala leva vlada, bi levo volilno telo svoje vladarje mogoče pa res bolj poslušalo. In bila mogoče situacija res boljša. Ampak zato ni kriva desna vlada, ampak je krivo butasto volilno telo, ki ne ve, da je zdravje na prvem mestu, ne pa bez do Janše. Pri nam ima pa bez do Janše veto.
Več od besa do Janše ni v tej državi. Tudi zdravje ne. Tudi rešitev iz krize ni več kot bes do Janše. Spoštovani levi narod, pejte na terapijo. Pejte na terapijo. Pa ne hmen. Če te hmen pršem rekel, dej se skladvom po mezinci vseki, ali pa 5 gor, 3-krat na dan na Vršič s kolesom, pa se matri. Ne pa spotikati nekoga, ne, ker Janša ni sam desničar, mi imamo Počivalška, ki je ortodoksni levičar, če se tako gleda. Ima eno obe na svetem prvem mestu, ampak zdaj imamo mi krizo, ki jo moramo reševati in jo ne moremo na ulicah reševati. Ne morejo to kockari to delati. In policija je prav ravnala, ker namira teh protestnikov, res da peščice, je bila demolirati vse, najprej pa policaje. Tiste, ki nam zamejujejo uživanje v tem trenutku. Ne. Policisti so simbol očeta in te anarhisti s kockami v roki imajo problem do lastnega očeta. In komaj čakajo, da lahko kaj naredijo policistom. In policisti, naloga policistov je natančno takšna, kot je bila v torek. Vzdrževati je treba javni red in mir. Če tudi z vodnim topom, pa solzivcem. Ker vedelo se je, kam bo to šlo. Vedelo se je. Komaj so čakali tisti kockari. Komaj so čakali, da bi napadli. In preventivno zamejitev ali pa razpustitev te drhali s solzivcem pa vodnim topom, olaj, bravo.